Lucija, kako bi sama sebe opisala? Ne morem zdaj gledati porniča, ki je pač kar neki zvoki za zraven. Jaz sem navajena, da se nič ne sliši. In vedno najdeš na prvi strani zase pornič, ne rabiš iti na dvojko, trojka, štirko. Ne. Ne, kaj? Kaj? Vidite vi tu? Sara me sploh ne pozna. Ne, po mojem noben tle. Jaz časi sploh ne vem, da se ljudje krega. Ali pa kakšne te steklene, ali pa kakšne te fukmašine, to mi je tudi fajn. Guys, fuck yeah, I fucking love this. Če jaz zdaj izstopim iz tega podcasta. Kaj je konc? Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Hej, jaz sem Sara in ti gledaš, a lahko to ostane med nama, to je podcast o seksu, partnerstvu, o vsem, o čemer se ne govori, pa bi se res moglo. Danes je z mano Lucija Burgar, študentka seksologije, vplivnica, prijateljica, rojstnodnevnica in poznavalka vsega žmohtnega. Kaj fora? Fora je, da če Lucija ne bi imela tega podcasta z mano, bi zagotovo bila povabljena na ta podcast, ne? In zato je danes tukaj z nami, da bo danes za 1 uro naša zvezda. Čeprav Lucija drugače sovraži tako pozornost, da je na njej in mogoče je to najslabše darilo za rojstni dan ever. Ampak jaz sem se res potrudila in danes bom jaz voditeljica in Lucija je naša gostja. Hvala, ker si prišla. Hvala, ker si tukaj ostala. In pa, če te vsebine o spolnosti ne zanimajo, ali pa si premlad za njih, ne poslušaj tega podcasta. Kako si, Lucija? V redu, hvala. Jaz sploh ne vem, kaj se dogaja, ne povem še to. Jaz sem mislila, da bo zdaj snemala Valentinovo epizodo, zato sem oblečena Valentinovo. Meni je Sara rekla, pač, da bo solo Valentinovo doma na to že vse pripravljeno, da jaz ne rabim nič in sem bila tako fantastično. In zdaj sem grgost. Ta epizoda se planira že tako od nekje oktobra, ker sem jaz hotela imeti eno solo epizodo za Lucijo in tako, da bomo naredili presenečenje. Ampak potem je Lucija bila preveč vestna in smo imeli goste in nazadnje smo hoteli 3 epizode posneti, ne? Ja, nazadnje, veš, kaj sem ti jaz rekla, da bomo... jaz sem ta brega, imamo sestank. Tu se že vleče. Mi imamo tle skus neki non-stop za bregom že tako dolgo časa. Ampak potem so nam skenslali torto, ker niso imeli dostave torte v dan in pol smo kar vse skenslali. No, danes tudi nimamo torte in sicer ta torta te čaka v Aloriji v Celju. In mi gremo v soboto tam, v Celje, tako da boš dobila vse en sestank. Torto. Ja, In še torto. In ne, ti boš dobila to torto. Nimava snemanja. Mava. Ti boš sam dobila torto. Nočeš torta za domov? Ja, hočem. Ok. Ne, sem tako, wow. Hvala, Alorija. Tako, zdaj sem bila, a so vse stvari, ki zdaj jaz vem, so laž, ali kaj se dogaja? Jaz sem ful slaba v planiranju takih stvari, zato gremo zdaj kar na rapid fire. Najprej imamo icebreaker. Je tu se ena tako vprašanja, da malo spoznamo, kako ti razmišljaš. Ok? Si redi? Ali bi raje vedela, kdaj, oziroma če se bo eno razmerje končalo, ali pa pač ne bi vedela, tako kot zdaj. Če bi imela eno čarobno palčko, da bi tako zvedela, če je to zate, ne? Ja, hotela bi vedeti. Ja? Ja. Vem, da je to napačen odgovor, da pravilen odgovor bi bil ne, valjda, da pač raje živim v momentu in ne razmišljam in pač kar bo, pa veliko se naučiš iz tega. Jaz bi rada vedela, kar povejte mi že zdaj. Ja, se res pa čas počparaš. Ampak ne mislim, da bi bila to najboljša stvar zame. Sam, če mi pa daš to opcijo, jo bom povzela. Pa kar bo, pa bo. Ok. Fair enough. Pričakvala sem, da boš rekla, da nočeš vedeti. Jaz bi tudi iz prve rekla, da nočem vedeti, ampak kot ko poveš, mogoče si bi bilo fajn prišparati. Kakšen? Pa ja, meni tako, če bi lahko videla izid stvari vnaprej, ne vem, če bi se lahko zadržala, da ne bi vedela. Eno vprašanje sem te pozabila vprašati in sicer zelo je pomembno. Lucija, kako bi sama sebe opisala? Si me že ti ful dober. Ok. I'm just a girl. Ok. Naslednje vprašanje. Ali bi raje imela odličen seks celo življenje, brez igračk, ali pa povprečen seks, pa imaš lahko igračke? A je tako nasplošno, nikoli ne smem igračk pol uporabljati. Kako bo pa pol ta podcast snemale? Kako bi pa intimni kotiček lahko imele? Ne, tu nič ne obstaja, ti tak nimaš zdaj podcasta več. Ja, to je čistko. Ti si samo pač gostja tle. Pa imam še zmer Jana, pač tako, sem z Janom in zdaj ali pač ne smem nikoli igračk, ali pa pač odličen seks brez igračk. Ja, v resnici pač ni tako, da sem zdaj samska. Pa... Ne, odličen seks imaš z Janom. Ja, valjda vzamem odličen seks z Janom. To je pa res neumno vprašanje. Pač tako mi je bilo zdaj, a veš, ja.
Ok, tle imam pa še eno vprašanje, ki sploh ne razumem, kaj pomeni. Mogoče boš ti razumela. Ali bi raje takoj vedela, da je nekdo ta pravi? Ali bi raje živela v dvomu? Jaz sem že takoj vedela, da je ta pravi, tako da ne vem. Ja, se to je ful čudno vprašanje. To že je. Ok, v redu. Potem pa najbolj, da se premaknemo. Lejte, vidite, če bi jaz bila v resnici tle, ta gostiteljica, ta glavna, bi ful bilo slabš. Rapid fire questions. Ali bi raje, da ima moški dlake, ali da jih nima nič? Da ima jih tako ful, da je prav tako medved, ali nič, po celem telesu. Ampak če jih nima nič, jih tudi nima na bradi. Rajš, da je medved pol. Ja. Meni niso problem dlake v resnici. Ja. Mislim tako, zdaj, če vidim nekoga v divjini ful poraščenega, pač mi ni zdaj wow, ampak pač meni noben je tako v divjini wow, ker tako od nič. Tako da, ja, ne, v komu te lahko poraščen. Meni je brada mi je še posebej seksi. Ta epizoda je nastala v sodelovanju z Moonlom. Če ti gredo na živce tamponi, pa vložki, ampak bi še vedno rada med menstruacijo se počutila maksimalno udobno in varno, pa moraš probati Moonlom. To je menstrualni disk, ki je narejen iz medicinskega silikona in ga imaš lahko ustavljenega 12 ur, kar pomeni, da z njim lahko delaš čist absolutno vse. Tečeš, plavaš in tudi seksaš. In zaradi tega je tu za naju popolna, trajnostna, varna in učinkovita izbira za menstruacijo. Ko ga enkrat kupiš, imaš mir za par let. Tako da skoči na moon-lum.com in uporabi kodo med nama 10, da dobiš še malo popusta. Ali pogoltneš ali pluneš ven. To pa lahko ti poveš, ker veš. Ja. Kaj naredim? Da pluneš v robček od ene znamke. Ne? Pluneš v robček? Ne. Ne, kaj? Kaj? Ne, to ne pljunem robček od ene znamke. Robčki pobrišem, če je namen, tako. Da ga špric ne pomeni. Jaz pogoltnem drugače, če je že tako. Vidite, vi tu? Sara me sploh ne pozna. Ne, po mojem noben tle. Kak ne? Ne, jaz sem imela v glavi neki tu z robčki, da imaš ti pač une robčke in pač, da ni, zato, ker sperme na sebi nimaš, pa je tudi v ustih ne pogoltneš. Ja, ne, to je pač, recimo, da seksaš, pa ga da pol ven, ne, zaradi tega, ker nočeš postati noseč. Kako se potem ti sperme znebiti, ki je na tebi, pač pobrišeš z vlažilnim robčkom. Če pa pač v ustih že vse skupaj, meni ni problem. Ok. Wow, ja, pa bomo šli pa kar lepo vrsti. Sicer to je prekopirano od epizode s Kajo, so to vprašanje. Ampak sem zdaj ugotovila tu, ampak bomo kar šle, ker vidim, da jaz ne vem nič. Rajši prejmeš oralni seks ali dajoš? Kogar kdaj? Realno? Ja. Kogar kdaj? Ne, to ne moreš odgovoriti. Če že ga rajš dobim. Ok. Ja, ja. Kdaj si nazadnje doživela orgazem? Včeraj. Kako je bilo? Ful fajn. Koliko si bila stara, ko si prvič seksala? 18. Kdaj si nazadnje gledala pornič? Ne vem. In kaj si gledala? Še manj vem, čak. Zihar je več kot en mesec. Pa po mojem, jaz sem zelo dolgočasna. Jaz grem sam lepo na Pornhub pod inkognito, tako da niti moje zgodovine nimajo. Ne vejo pač, da bi in pol gledam for you page, ali kako se temu reče na Pornhubu, in pol tako malo scrollam, dokler mi ni všeč neki tako, da je aesthetically pleasing, in pol ti skliknem in pol prevrtim do ene točke, kjer je penetracija, in to je to. Ok. Ja. In vedno najdeš na prvi strani zase pornič, ne rabiš iti na dvojko, trojka, štirka. Včasih potem napišem, ful mi je dober, pač mene pač ta penetracija mi je najbolj zanimiva za gledati in pol gledam kakšne igračke tudi, so mi fajne, da so kakšne take ful velike, to mi je ful zanimivo gledati, ali pa kakšne te steklene, ali pa kakšne te fuk mašine, to mi je tudi fajn. Guys, I fucking love this. Res, kar Lucija. Tu, vidiš, to ne bi mi nikoli drugače vedeli. Ok, ja. Te mašine so meni tudi cool, ali pa uni Sibijani. Veš, ono, ko sediš gor na njemu. Tisti mi niso to, ker to sam sediš gor, pa ni vidiš tiste, ki gre ven pa not. Mene je to, ki gre ven pa not. Še kakšni te fantazijski dildi so mi tudi pač zanimivi za gledati. To mi je to. Se pravi, specifično to, ki gre ven pa not. Veš, to je meni ful zanimivo. Meni tu nič ne naredi. Tako mi je, pač ven pa not, whatever. Meni je to najboljš. Ok. In tudi, če ne pride, ima. Če je tako samo penetracija 3 minute brez orgazma. Ja, briga mene za tisto orgazem. Ok. Ja, no, jaz prevrtim naprej do orgazma. Nikoli ne poslušam zvokom. Tako da
Wow. Ja, to mi Okej. je weird, pač tisti zvoki tam, ker sem navajena več iz Tumblr časov, gifov, ki so bili pač neslišni. In zdaj mi je tako, ne morem zdaj gledati Purniča, ki je pač kar neki zvoki zraven. Jaz sem navajena, da se nič ne sliši in pač mogoče zaradi tega imam to navado, da mi je pač samo tako, veš, zanimivo to. I don't know. Ok, fulaver. Dirty talk ali tišina med seksom? Dirty To talk. že vemo. Najbolj nor kraj, kjer si seksala? To sem tudi že enkrat Ja, povedala. meni se zdi, da si res, ampak daj še enkrat. Ja, čakaj, da pomislim, če je bilo takrat kaj bolj norga. Ne, po mojem, da še zmeraj velika planina. Ja, sej res, ja. Ja, pa tu si ti po mojem že odgovorila tudi. Najljubši seks položaj, misionarc. Kaj ti je najbolj všeč na sebi? A tako vizualno ali... Oboje. Na eno vizualno, pa eno tako. Joj, ful mi je všeč, zadnje čase imam ful goste lase. Okay. Tako da lasje, sploh zdaj, ko so bili dolgi, zdaj so malo krajši, ampak so še zmeraj dolgi. Karakterno... Kaj pa je tebi najbolj všeč na meni? Karakterno. Moče to, da sem zelo prilagodljiva. Mislim, tako, se mi zdi, da se znam dobro prilagoditi raznim situacijam. Pač tako se me vržejo iz tira, ampak bom se prilagodila. Meni je in mi všeč, bo da kul. nisi dramatična. Dramatična. Ja, da nisi. Da tako pač nekako grejo stvari čez v dnevu, tako pri tebi. Se mi zdi, da če bi mogla primerjati, da sem jaz tako zmešnjava, pač meni gre res vse v dnevu narobe, ampak jaz tudi povem, da mi gre vse narobe in pač ful se pritožujem, ampak ti pa nisi glih dramatična. Tebi gre tudi narobe velikrat lahko kaj, ampak kar pač tako nekako gre. Jaz Ali pa trpim v vsaj ne tišini. poveš na glas, ja, ampak še pa še vseeno tako izpade zelo kvalitetno. No. Zaradi tega, da se pol ne pritožuješ za vsako minimalno stvar, recimo, ne? Ker se v resnici ne. Ja, mogoče se res ne. Ali pa tu mi je všeč, da ne vidiš velikrat razloga, da bi se skregala z ljudmi. Jaz, če se že skregam z nekom, se pa zelo težko odkregam. Ja, ampak Jaz, kaj enkrat, ko mi nekdo toliko zmot, da gre čez vse meje, poj pa to. Sam imam pa ful visoko toleranco. Ja. Tako, veš, kaj eni se ful hodijo po svetu, pa pač vedno je nek razlog, da se skregajo. Ja. Ti pa si v drugi smeri. Ti pa tako, ker nimaš razloga, da se skregaš. Včasih, ko se pogovarjamo, tako, ko se kaj kregamo, tako prav tvoj obraz je kar tako. Kregamo. Jaz včasih sploh ne vem, da se ljudje kregajo. No, Jaz to sem mi je enkrat, všeč. jaz sem po mojem prav pač tako, kdaj opazam, recimo, pri Janu se mi zdi, on kdaj kar misli, da je neki napad, pa ne sploh od mene, tako vidim, nekdo drug, nekdo mu nekaj reče in on to ful za slabo vzame. Jaz pa ponovadi, jaz bi prej pomislila, da se je nekdo hecal. Sploh če nekaj tako slabega, si mislim, zih se je hecal, ker pač valjda ne misliš tega resno, a veš. Tako da, mogoče, ja. Ja, pa tu mi je všeč, da se mi ne zdi, da greš tako čez življenje v neki ihti. Tako da ni vse tako saj izpade na ven, da ni vse v tvojem življenju taka nuja, hitro je treba tu, hitro je treba neki, pa tako. Tako da skoro sproščena si. Pa tako, No, lepo, da Tiho. tako zgleda. Ker Ja. sem imela glih včeraj v rahu paničen napad, ker sem bila tako, jaz ne bom doshedla posega. ja, na ven tako zgleda ful menčil tvoje življenje. In tako da je v tvoji glavi tako. No, Verjamem, da ni vedno tako. Res, ja, ni, nažalost, bi si želela, da bi bilo, ampak kakor kdaj. Po mojem je fajn, da te ljudje tako vidijo. Tako je kar dober opis, tako da. Ja, Ne? ful si mi lepo. Hvala ti za te besede, Ja. ker so mi zanimivo mi je slišati, kako me recimo ti vidiš. Ja, pa bi bilo tako, bi si človek mislil, da je tako joj slabo, pa ni vedno, veš, ne da si ti slabo, ampak da je slabo, da te ljudje ne vidijo tako čist resničnostni, veš. Ampak v resnici v tem svetu, tako pa profesionalnem, ti ful izpadaš, ko imaš vse pod kontrolo. Zmeri. O, Ja, ja, hvala. je prosim. Ok. Aha. Zanima me še, veš, kaj me še zanima? Zanima me, kako bi te opisal nekdo, ki te pozna res intimno. Tako nekaj, kar mi sploh ne vemo. Veš, ker mi v resnici ne vemo veliko stvari o tebi, ne? Mi vemo veliko stvari, ki jih ti veš o seksu, ampak tako o tebi pa ne. In tako, kakšna neka čudna stvar, ki ti doma delaš. Tu mene zanima, recimo. To bi mi mogla vnaprej poslati, da bi se jaz pripravila. To je Recimo, tako- jaz jem juho iz šalce na kavču, ker je ne moreš politi ven. Imaš kakšno tako čudno stvar, ki jo delaš? Joj, a veš, kaj delam, ko smiče narobe jem? Veš, kaj je ful ta debata in vsi se strinjajo, da na edini pravi način, da daš najprej kosmiče in pol mlek.
Če sem dala vedno najprej mleko in pol kosmiče. In pol dodajaš kosmiče, Ja, ker jaz ne vem, koliko mleka bom jaz. Mislim, ker pomaš, jaz to ne razumem. Kako lahko najprej daš kosmiče? Pa še fora bilo v tem mestu, ko sem bila mehna, sem vedno pogrela mlek najprej in pač ne moreš ti potem imeti pogret mleka, ne boš vsega porabil. Pa boš pač zračunal, koliko mleka, pač sem si dala v šalčko, koliko mleka bom, pa sem si ga dala, da sem si ga pogrela in pa sem dala noter kosmiče. Plus nočem imeti teh mehkih kosmičev, veš, morajo biti tako. Tako da to. Ja, dobro, v redu, ampak to ni glih neka čudna stvar. Ok. V redu, ne rabiš, se ne rabiš. Ne rabiš, ni tako nujna stvar. Samo res me je zanimalo, če si ti tudi doma tako normalna. Tako, veš, ne normalna na slab način, ampak tako. Ja, normalna je. Meni to mi gre na živce pri sebi. Jaz ful imam rada čisto, sem pač ful nisem pridna s tem, da bi pač imela čisto. Pač tako mislim. Jaz recimo bom imela stvari tako pospravljene, ampak posesati po tleh, kopalnico pomiti. Pač jaz recimo, veš, pobrišem tiste kapljice dol, sprot vsakič, kar mi je tako najbolj odveč, ampak pač zaradi tega potem zgleda malo bolj čisto, ampak da bi pa tako naredila deep clean kopalnice. Pa je že skoraj malo brez veze, da tu sploh drgaš. Ne, zaradi tega, ker je pol tako, pač zgleda clean. Recimo pipa je skozi čista, pač nima nobenih unih vodnega kamna, nima nič gor. Zgleda, da sem jo glih kar pomila, pa je nisem. A veš, ko pobrišeš vedno takoj. Pa steklo, veš, pobrišeš, pa nima unih lis gor. Pa pobrišeš tam pri robu in pol z njunga, pač veš, ko se tako na tem. Razumem, ja. Tako da to, pač je ful dober lifehack, sovražam to delati, ampak pač it makes the difference. Jaz sem vsak dan, no, ne glih vsak dan, ampak tako večkrat vesela, da živiva tako narazen, ker meni se zdi, da če bi ti prišla v mojo hišo domov, da se ne bi dobro končalo. Zadnjič, ko sem mu video objavila, ker sem suši delala, po mojem se tebi skoraj zmešalo. To meni je bilo najbolj normalno tu. Če bi ti živela tam, pa bi mene gledala stvari, ki jih jaz delam, tebi se mešalo. Ja, bi se mi. To pa se strinjam. Ti imaš preveč, jaz sploh pri hrani sem preveč natančna. Ampak kaj to sploh pomeni? Ja, jaz moram vse zmeriti, vse mora biti. Pač recimo, jaz sem delala zdaj cimetove rolce. Jaz sem najdela recept, a veš, ko imaš te recepte, ko imaš gor še cel spis napisan, kao heke, kako to narediti. Pač ti to ne bi sploh pogledala. Ne, ni to slučajno. Ti še recept bi tako pogledala, pa bi ga pa zaprla, pa bi rekla, to so priporočila, približno vem, kje sestavine rabim, pol jih nimam, bomo šli delati cimetove rolce. Jaz bom prebrala vse, kar piše tam, da moraš točno kakšen tip moke moraš uporabiti, koliko procentno maščobo mora imeti vna smetana. Vse bom jaz to prebrala in pa bom šla v trgovino in probala vse to dobiti, točno tako, kaj je, in pa se bom držala recepta k pijanc plota in bom delati te cimetove rolce. In na koncu bo vsakič ratalo. In ratajo božanske. Vidiš, in s tem si prešparaš marsikaj v življenju. Tako si bi mislila, ne? Jaz si pa prešparam, ker pač, če nimam smetane, pač ne dam not, ne? Ja, jaz sploh ne bi delala. Ja, meni je bilo to brez veze, ker hočem ali je popolno, ali pa pač ne rabim tega. Okay. Ker pač jaz zdaj, ko gledam cimetove rolce kje druge, pač recimo jaz tudi, ko jaz ful na tanko razvalam testo, da res tanek, da imaš pol ratio file pa tega testa, tako skoraj pol. A veš, ker cimetove rolce so včasih imajo ful, da bi ta testo. Yeah. Pa se drugače dobro pride, ne, pa imaš fulone kreme gor, ampak pač jaz, če jih delam, naredim tako, da je res file na polno velik, me je to tako dober. Pa v bistvu ti ful dober kuhaš. Jaz sem zdaj uničila si cimetove rolce od drugih, zaradi tega, ker so moje meni tako dobre. Ja. Jaz, ko doma pripravljam neke stvari in sem tako ful vesela in ponosna nase, ne? Ampak polko tu vse skupaj pogledam in se spomnim, da obstajajo taki ljudje, kot si ti, ki bi jim bilo tudi vse najslabš. Ne, ampak po drugi strani, pač tako jaz sem, drugi ekstrem moj, je pa, da recimo, če kuham zase, recimo moram kosilo narediti, jaz imam najrajš, a ne, pač, ker ne jem mesa, imaš neke vegi polpetke, pač te Beyond Meat pa to. Yeah. Jaz imam to najrajš. Jaz si to spečem poleti. Jaz si sam to spečem, pa neko zelenjavo zraven in to je moj kosil. In je tako hiter in tako enostavno in pač se res najbolj ne potrudam. In mi je the best. Ja, ampak če pa greš, se bo nekaj spuščaš, pa se pa po navodilih, ne? Ja, če pa že, pa je hard. In tudi, če dobiš kavč, ga po navodilih sestavljaš? Mislim, ja. Ok. Sam kavč, pač bolj mi pri teh household, recimo pečica, pa se nisem nikoli prebrala navodil, ker se mi ni dal. Za pečico? Ja. Okay. In pa sem zdaj izvedela, da obstaja gumb, kjer lahko prihitaš pečico v 5 minutah. Prva nastavitev. Pa tudi obstaja gumb, ki se sama čist.
To tudi vem, ja. Mende. Jaz sem zdaj s parnim čistilnikom, jaz čistila. Prvič, odkar jo imam. A si ponosna name? Ne, jaz sem razmišljam, nočem sploh razmišljati v bistvu o pečici, ki jo moram spucati. Res, ker to mi je pa taka muka, fucking... Škoda besed. Jaz, če ne bi tega dobila parnega čistilca, da spucam, ne vem, kdaj bi jo. Ampak zdaj pa tako fajn, zdaj pa tako čista. Prav čisto enostavno je šlo. Jaz to rabim, prav moram si kupiti. Sem se mogla še vsem pomatrati, sam pač je vse odlepil dol. A veš, pač ni uno, kad ti se res zasuši tista maščoba. Pač vsem sem se mogla malo pomatrati, pa še tisto dvojno steklo je. In poje vzad za dvojno steklo šlo in pa sem mogla če uno dol. Ampak, lej, zdaj čista, za naslednje 4 leta bo dober. En upogled imam v to najno dinamiko, ker smo tle zdaj drugačne. Kako težko bi me podcast imeti sam, bilo tako težko. Zato, ker ti sploh nimaš časa vmes tako zares pogledati dol. Veš, kaj mislim? Ja. Da bi tako nekdo ti malo zapolnil prostor, da ti ne bi spadil glup, ker tle bereš, kaj imaš napisano. Tako da, po mojem smo si mi ful rešili, da smo skupaj. Jaz ne bi nikoli imela sama podcasta. Meni je tako fajn, da ga imava skupaj. Jaz bi si mislila, da ga lahko imam, ampak si pa prav vidim, kako bi bila tako skozi zmedena. Jaz ga pa ne. Meni je pa to perfektno. Jaz sem tako vesela, da sva se najdle. Ne bi imela sama. Ne. Če jaz zdaj izstopam iz tega podcasta. Ga je konc. Res, ne bi ga imela sama. Ne bi. Meni je tako dobro, da si delo lahko razdeliva, da sva skupaj v tem, pač ta dinamika. Všeč mi je, kad ti prineseš čisto neko drugo perspektivo, kot jo jaz. Meni je tako, jaz res ne bi si želela boljšega sovoditelja. Tako da hvala, kad delaš to z mano. Ok, naslednje vprašanje. Kaj je tvoj največji dosežek lani, oziroma na kaj si najbolj ponosna? Lansko leto. To, da sem končno začela sama organizirati te ženske kroge, te delavnice, ki jih imam, to mi je povzročal tak stres, da sem prvo naredila. A sem govorila, kaj tle sploh o tem? Ne, ful. Pač meni je zorganizirati nek dogodek tako težko. In pol sem kar določila datum in sem si rekla, glej, do takrat bo že, pač kaj jaz polka imam datum, bom že naredila. Saj jaz to vem, da bom. Sam pač pot do tja je trnjeva, ne. In pol, da sem jaz to skrb spravila, sem tako vesela in ponosna na se. In zdaj imam glih, v petek imam. Ok, spet. Zdaj ti pa lažje. Pa zdaj imam spet na eni drugi lokaciji, tako da ne vem, kako bo to. Ampak mi je pa ful, pač tako, jaz tako uživam v tem. To mi pa tako zabavno delati. Okay. Še boljš mi je, v resnici, ker grem tako na kakšno dekliščino, naravno jaz pač 2 uri prej pride, da vse prepravim. Ker jaz sam pridem tja in je to, oni imajo že tam za pit, za jest, jaz sam pridem s tistimi seksi igračkami, s passion potionom in so tam ampak tudi tole mi je pač, sem pa toliko bolj ponosna na se, ker sem to zorganizirala. Ja, pa zdaj ta prostor, ki ga imaš, kje imaš v tehnološkem parku? Pa tu boš imela zdaj tako za stalno? Ne. Okay. Zdaj sem jaz hijackala une prostore, ki smo imeli ponija noter, pa čez 2 meseca, oziroma pa čez 1 mesec bojo pa že novi poniji vsi noter in pa ga ne mogla več. Okay. Tako da, ampak je pa bilo ful fajn, da sem. Ker je blizu, pa poznam že ta prostor. Veš, razmišljala sem, koliko bi bilo težko iti zdaj enkrat, ker ne poznam. Jaz sem že pozabila sploh, v katerem nadstropju smo mi bili in sem mogla napisati, ne pač ljudem navodila, kako pride do tja. In pa sem pisala našo skupino, ker smo ponijevci noter in sem tako, a smo bili mi prvi ali drugi štuk. Ti bi mogla imeti prav en tak prostor, da bi bil prav tvoj. Tako kot ima ritualnica, veš, ko imajo. Ja, to bi bilo the dream. Mogoče nekoč. Bi bilo, ne? Ja. Ok. Glavna moja tema je danes v tej epizodi Lucija in dejstvo, da ona je govorila zmer, da se ne bo nikoli poročila, da ne bo imela nikoli otrok, to ni bila njena življenjska želja, ni sploh pač to ni nekaj, kar ti je bilo blizu, ne? In zdaj grem čez 1 uro poročne obleke probavati. Točno tako, ne? In kaj se je pa spremenilo in pa zakaj ti je šlo včasih poroka tako na živce? Ti je šlo na živce ideja ali simbolika ali kaj? In zakaj zdaj ti ne gre več? Ali ti še gre na živce? Zdaj bom po prvic povedala. No, lej. Prvo kot prvo, meni drugače poroka res nikoli ni... Jaz nikoli nisem na poroko gledala kakor na nekaj, kar si želim, da se mi zgodi. Pa ne vem zakaj, ker moja starša sta poročena, srečno poročena. Ful sem rada gledala une kasete, ker je njuna poroka gor posneta, ker sem bila majhna. Tako, vse mi je bilo tako cute. Ampak nikoli pa nisem imela unga, kakor v filmih prikažejo, veš, majhne punčke, kako planirajo svojo poroko, pa, ne vem, imam kolegice, ki imajo Pinterest board z inspiracijami za poroko, pa so še samske po možnosti, a ne. Tega nikoli ni bilo.
Pa, ker sem bila z bivšim, pač jaz se nisem hotela z njim poročiti zaradi tega, ker mi je šlo na živce, kako se on obnaša na žurkah. To pomeni, da me je ignoriral. Mislim pač ignoriral. Jaz sem bila tako, za njega je bila žurka to, da se on tam druži s frendi in jaz nisem obstajala. Pa tudi, če sem bila na tej žurki. In jaz sem vedela, da če sem mi poročiva, bo to za njega ena žurka in sem vedela, da se bom počutila pač zapostavljeno in sem bila tako, zakaj bi se sploh dala v to situacijo, raje se ne poročim nikoli z njemu. Okay. Ker pač, če bom jaz na poroki in da bo moj bodoči mož, ali pa moj mož, zdaj sveže mož, se ne bo z mano ukvarjal, na najni poroki pa zakrločam. Pa brez veze, da se sploh poročim. In sem tako pač, gledaj, še vsega imam rada, ni mi to pomembna poroka, zakaj bi se pač pol poročila. Prvo, ko sem Jana spoznala, in pa tako, ne vem, jaz sem njemu že na prvem zmenku rekla, jaz sem poročila, mi da sva poročila, pač mi da imamo mož in žena, in pa sem, ne vem, kar tako drugače mi je bilo, Ti se specifično z njim nisi hotela poročiti. Mislim, specifično z njim se nisem hotela, prej pa tudi nikoli. Pač, recimo, jaz sem ful gledala na YouTubeu, takrat sem te vlogere gledala in je bilo, ne vem, zakaj je popularno, da so se ljudje tako za furo poročili. A veš, David Dobrik se je poročil z mamico od svojega frenda, za tega, ker je hotel pač malo zafrkavati. Poluna, ena je bila, ki je se poročila s fantom od svoje sestre, zato ker so ji vsi doma rekli, da se ne bo nikoli poročila, ali pa da se bo zadnja poročila in je rekla, jaz se bom prva in se je. In meni je to bilo tako hilarious. In jaz sem tako, jaz se tako poročila. Pač, meni je tako poroka bilo vedno mogoče za forico, vedno mi je fajn zveneti, da je nekdo tvoj mož. To mi je tako vedno bi imela moža. In potem sem lahko tudi, če se poročim, samo recimo courthouse wedding, a veš, koliko sta imela Kristen Bell pa ki sta šla sam podpisati. To mi je bilo tako vedno, pač tudi, če se samo tako poročim. Enkrat vem, da sem se z enim fantom pogovarjala, ker sem šla na eno potovanje, pa je bil on z Argentine in je pač živel tam v Dublinu ali kje že. In je rekel pač, da ne ve, da se mogoče mogo poročiti, zato da lahko tam ustal. In sem bila jaz tako, če už da rabu, jaz se lahko poročim s tabo. Veš, meni je bilo vedno to tako. Pač, Ok, ne, jaz se prav spomnim, da si enkrat, ne, v bistvu večkrat se spomnim, da si tako rekla, mogoče beseda brez veze ali pa nekaj. Tako da pač ti je tebi to tako, imam v mislih, kot da ti je bilo brez veze. Ja, ta res koncept. Nikoli nisem, veš, pa nisem spoznala nobenega, s katerim bi se dejansko hotela tako poročiti, ker bi mi to nekaj pomenili. Ker tudi, veš kaj je tudi, ker vem, da Janu to pomeni veliko. Ker sem videla pač, kako je ona to gledala, pa me je kar skozi sprašvala, a pa bi se res poročila z mano, pa ti si bi res poročila z mano. Okay. In meni je to tako lepo, ker pač sem videla, da je njegovo navdušenje pol še mene nalezlo. Mogoče tudi moje njega, ker sem jaz po mojem začela s tem. Ampak ne vem, tako dobro mi je bilo, ker sva oba pač to hotla. Ok, ampak kaj pa sploh tako pomeni, recimo, poroka v mojem življenju? Ali pa v tvojem? Kaj sploh je poroka zate? Zakaj? Zato, da bo moj mož on. Ok. Ne vem, tako se mi zdi, pač pa res nisem tako ful za te tradicije, pač meni se zdi, da sam zaradi tega, ker je pač on specifično. Ok, ampak se ti zdi, da tako poroka nekaj spremeni? Veš kaj mislim? Je tako? Mislim, jaz recimo bi rekla, da vidim na poroki, tako da je to nek pečat tako na zvezo in na zrelost zveze v bistvu. A veš, da je to po mojem ful slab odgovor, ampak meni je poroka samo tako, pač poročena bova, mož in žena bova, dala so si to neko obljubo, ampak ni mi tako zdaj. Pač recimo jaz sem vedno tako gledala, ti da imaš otroka skupaj, je veliko 100-krat, 1000-krat večja zaveza z enim človekom, kakor poroka. Zato tega, ker daš iste papirje, ampak pismo, veš, koliko ljudi se loči. Pač vse je bedno, ko se moraš ločiti, pa imaš pa še vse te papirje, pa ne vem, kaj moraš zritati, ampak vse, ki greš na razen, pa tudi, če živiš z nekom, imaš tudi fulenga stresa pa enih stvari, ki so okrog tega. In jaz nikoli nisem, ne vem, jaz ne gledam na to poroko, ker zdaj pa ti moraš biti s to osebo, zdaj si pa ti z njemu tako bolj kot prej. Pač ne, meni se zdi, da poroka ne bo spremenila tega, zaradi tega, ker pač jaz sem že tako zdaj njemu predana, že tako pač hočem biti z njemu in zame poroka tega ne bo spremenila, bo pač sam tako nek ta dodaten pečat, en lep spomin, ki ga bova imela skupaj. Tako jaz na to gledam, ja, v bistvu en spomin, ki ga bova ustvarila, ki se bova lahko spominjala, ki sva tako nekaj naredila, zaradi tega, ker se imava pač rada. Ne zdi se mi pa, da bo to spremenil zdaj pač, ne vem, najino zvezo. Meni se zdi, da otrok bi jo zelo, zelo, zelo spremenil, poroka se mi pa zdi, pač poročiš se in pol si zdaj mož pa žena in ful cute to zveni. Aha, ok. Čakaj, nekaj sem hotela komentirati.
Ful je bila pomembna misel, glede te poroke. A ja, da meni se pa zdi, da je tukaj kar tako poroka takrat, kadar se vidva res, zdaj sta pa se odločila, da boste do konca življenja skupaj. Tu meni tako pomeni. Praznovanje tega, da sta vidva zdaj pa bila res tako. Yes. Pa ja, meni se zdi to lahko tudi brez poroke. Mislim, jaz sem se to itak odločila že preden me je on zaročil. A veš, to se pravi, še preden se bova midva poročila, sem se je že odločila, pač, da je to. Sej, pač jaz tako na to gledam. Se mogoče Jan drugače gleda. Bom ga prav vprašala. Ja. Jaz sem si že vse odgovorila zdaj. Ker sem mislila, da boš drugače rekla. Jaz sem mislila, da si bila ti tako proti poroki kot konceptu, tako ideji, simboliki, pa tu, da smo se začeli poročati, ker kao, ne, tu nekaj podpisovali smo med družinami, pa tu in da gre tu na živce. Ne, to mi pa ne. Ok. Prav. Tlepo me pisano. Prej, kaj ti je šlo prej na živce, potem pa prelom. Kdaj si prvič pomislila, to je pa drugače. Ampak si že odgovorila na to, da si takoj o tem začela razmišljati. Pa tako, da pač bodimo iskreni, pač jaz nisem takrat dobesedno verjela, da pač se vam midva poročila. Jaz sem to njemu tako rekla, ker se mi je zdel mogoče malo tako absurdno, veš, pač sva se spoznala in jaz zdaj tle kar govorim, da se va poročila. Ampak po drugi strani pa zdaj, ko za nazaj gledam, pač ne vem, jaz res takrat, ko sem Jana spoznala, to sem se tudi prav pogovarjala o tem, mi da sem imela oba feeling, da se poznava že tako od nekdaj. Jaz sem od prvega zmenka, meni je bilo tako, da sva se midva že spoznala enkrat, tako ne vem, v drugem življenju, kaj vem. Ampak tako ni mi bilo, da zdaj nekega neznanca spoznavam, ampak da enega starega znanca pač spet spoznavam. Ne vem, tako mi je bilo prav, ful je bilo weird. Pa se ti še pri komu drugemu v življenju tako zdi? Ne. Tudi pri kakšnih prijateljih ali pa tako, ko si jih spoznala, da si ga že kolikrat prej poznaš, ali je bilo to prav specifično? To je bilo prav noro mi je bilo, kakšno energijo sva midva imela, pa kako sva se midva pač lahko. A veš, ka jaz se ne spomnim enega trenutka z njemu, da mi bi bilo neprijetno ali pa nerodno, ali pa da ne bi vedela, a veš, da bi se počutila nesigurno, nesamozavestno, pač tudi to mi je bilo, to sem že rekla, meni je bilo toliko všeč od začetka, da on meni vedel, da pač sem jaz njemu všeč in da on mene hoče. In jaz sem dala njemu. To sem mu tudi rekla, da se je poročila, pa take stvari, I guess, ne vem. Ampak tako, bila je ta neka posebna energija, ki jo še nikoli nisem začutila. In mogoče sem za tega tudi to govorila, pa sem pač podzavestno mogoče res to verjela, ampak tako moj zavedni je bil pa tako pač. Koliko ljudem prej si rekla, da se bo ta poročila? Nobenemu. Ja, se tu, ne? Razumemo takrat, ko je teh nekih zgodb, ko so tako fakle, smo se hecala na prvem zmenku, da smo se bova poročila, pa se pol res, recimo, ne? Ker ne rečeš veliko ljudem v življenju, da se boš z njimi poročil. Jaz nisem še imel tega rekla. Če sem dala jaz njemu, pač mi da sva se spoznala na sejmu, a ne? To je bilo 24.11. 24.12. na Božič, en mesec potem, to je bilo na dan, ko je on mene šele vprašal, če bom njegova punca uradno. Jaz sem njemu takrat že za Božič za darilo dala ukvirjeno sliko, najno poročno. Ja, to je ful čudne stvari. To je tako, pa jaz sem ga shranila bodoči mož takoj že od začetka. Jaz nisem še nobenega shranila bodoči mož, niti v hecu ne. Ja, to je ful čudno, ker tako, če si predstavljaš, da ti spoznaš nekoga in te shran v telefon takoj kot bodoči mož, pač that's fucking weird, ne? Ja. In pa če jaz ne bi bila njemu res všeč, bi bil on tako she crazy in bi pač on tekel stran. Ja, v bistvu za oba dva, tako, če bi bil kdo drug v tej situaciji, ko vidva, bi bilo čisto čudno. Pač moraš mečati ta energija. Drugače je kar čudno tako od zunaj, ne? Pa jaz si sploh ne predstavljam, kaj vidva tako doma skupaj počneta. Ali pa, recimo, fora je, da pač jaz nisem Jana še nikoli videla v živo. Videla sem ga samo po računalniku, pa tako po internetu, ne? In jaz tako, pač jaz sploh ne vem, vidva tako sedita za mizo, pa se pogovarjata? In tako, o čem se pogovarjata? Ker v kakšnih stvareh tako Jan kaj govori, ne? On bolj na internetu tako poje in pol jaz sploh ne vem, o kakšnih stvareh se vidva bi pogovarjala doma. Vse možno. Kaj se glih nazaj nekaj pogovarjala? Ja, zdaj zadnje čase se ful veliko pogovarjava o biznisu, ker pač skupaj. To zdaj že lahko povem. Sej tu je, pa moje tudi vprašanje, če nam lahko kaj razkriješ. Ja, kdaj bo šlo to ven sploh? To je bonus epizoda. Šla bo ven, ko bomo jo dal ven. Lahko se izbereš. Nisem, glej, fora je v tem, da To je tudi on meni rekel na prvem zmenku, da on bi z mano biznis delal, da mi da bi mogla imeti en posel skupaj. In sem bila jaz tako, a ti si me na ta zmenek povabil, zdaj sem zato, ker vidiš poslovno priložnost, ali sem ti všeč. Pa tako, ne, si mi ful všeč. Tako, pač tudi vidim to. In sem jaz tako, no, pač you crazy. Pol sva pač se veliko o tem pogovarjala, zdaj sva pa prišla, zdaj pa to idejo probava realizirati. Ful je bilo, jaz sem ful upala, da bo to do Valentinovega ven prišlo.
Sam vidim, da ta dobava materialov malo dlje traja. Ne vem, bi že spoljala ali ne bi. Ne upam si še. Se mi zdi, da še prehmal. Mislim, ni prehmal. Lahko gre ta epizoda ven takrat, ko jo ti hočeš, da gre ven. To je pač tvoja epizoda. Ti si lahko zbereš, da gre točno takrat ven, ko ti hočeš, da gre ven. Ja, prav, pa lahko povem vse, kar hočem. Drugače, ok. Vore bilo v tem, da Jan je ful hotel biznis imeti, jaz nikoli nisem hotela imeti biznisa v lifeu. Jaz sem tako, to je preveč stresno zame, jaz hočem biti nekje lepo zaposlena, ker to je safe in to je vse, kar jaz poznam. Jaz tako nikoli nisem imela v življenju ljudi, ki bi jih lahko gledala, ki bi imeli svoj biznis in bi rekla, wow, pač to si tudi jaz želim, tako to poteka, nisem si sploh predstavljala. Vse, kar sem videla, je bilo bivše šefe, ki sem delala v eni slaščičarni in pač meni se njihov life zdel grozen, ker so pač skozi sam delali. Sem tako, oni so skozi v tem pisarni, pa to morajo pomagati, pa ne vem. Jaz rabam pomoč v šanku, ki je največja gužva in morajo oni priti. In sem tako, to je biznis imeti, je ful velika odgovornost. In jaz sem tako vedno, to ni zame. In polk mi je Jan s tem začel, sem tako, ne vem, mogoče, če bi bila skupaj v tem, da bi si pač lahko porazdelila del, pa bi pač nekaj obstajajo aspekti biznisa, recimo vse, kar je številkam povezano. Hate it. Ne vem, postavljanje spletne strani, vodenje zalog, to je vse meni ne bi hotela. Marketing, super, love it. Razvijanje produkta, v redu. Kakšne druge te stvari, ki so pa bolj, kako se temu reče, pač računovodske, pa te administracija. To jaz ne bi hotela delati. Jan pa bi to dobro. Res? Mislim, ne vem, koliko zdaj teh, pač recimo to spletno stran, to, kar moraš zračunati, koliko materijala rabiš, to njemu to tako gre. Jaz tako nekaj narobe naredim. A veš, on je tam videl, da se je una, ki nama je dizajner delala nekaj zmotla pri številkah in bi tako to nekaj ne štima. Jaz bi ti videla in bi bila tako, to je sigurno prav, ker je ona tako napisala, veš. Okay. Tako da sem potem jaz sem potem se spomnila, da bi pa lahko šla v biznis za spodnje perilo. Ker sem bila v trgovini in sem iskala pač bombažne gatke, jih ni bilo. In pač res, dobesedno, bilo je eno obdobje, zdaj sem jih že najdla vmes pol kakšne, ampak eno obdobje je bilo, ko nisem najdla niti v H&M, niti v New York, nikjer. Vse je bilo nek poliester. In potem sem bila tako, Jan, pač viš, kaj manjka, pač dejansko nekih kvalitetnih, bombažnih, spodnjih gat. In potem sem se malo pogovarjala o tem in to idejo imala že ful dolg časa. Jaz sem pol rekla, to je bilo tako prvo leto, ko sem bila midva skupaj in jaz sem rekla, veš kva, jaz hočem, da to prvo leto, ko smo midva skupaj uživava. Jaz nočem, da midva razmišljava o biznisu, jaz nočem, da imava midva neke druge stvari, jaz hočem samo, da se imava midva lepo in da izkoristiva ta honeymoon phase, ki ga imava. In potem sva tako naredila. In pol, ko je bilo pač tako novo leto, on rekel, no zdaj pa počasi začeti delati, ne, pa jaz tako, ja, gremo, pa sem kar nekaj cincala, kar nisem bila ready. Pa sem imela pa tako eno razodetje, kar naenkrat, ker so bile midve na enem sestanku, ne bom rekla, kaj je bilo, ampak imela sva en sestank in je tip bil tako, ja, to bomo tako zalafali, to bo že zdaj, pa tako. In jaz sem bila kar wow, tako se biznis dela, to moraš kar pač začeti, to moraš kar vrš se noter in kar rečeš, da bojo stvari narejene in pa bojo narejene. In jaz sem prišla domov in sem bila tako, Jan, če se to začneva. In on je bil tako, končna. Jaz sem tako, jaz sem rabila malo časa. In pa so iskala pač, kje bi to, kdo bi nama to delo, pa ful sem hotela, da je pač tako res najn dizajn, pa da so res kvalitetni materiali in sva ful dolg iskala, niso niti vedela, bi šla zdaj na Kitajsko ali Turčijo ali bi pač kako bi karkoli. Pa so pa najdla eno dizajnerko v Sloveniji in sva pa se z njo povezala in nama je naredila tako dobre dizajne. Jaz tako mi čakam, da pač to vidite. Obsedena sem res. Tako da nama je ona pol ful pomagala in zdaj dizajn, kaj je gor ali tako dizajn dejansko obliko? Prav, pač ona je prav sešila te gatke, poslala mi je, ne vem, 17 modelov različnih, da jih testiram. Pa pač rekla smo, da bomo imeli sam 4. Pač mi imamo sam 4. Pa za ženske vse? Za ženske pa za punčke imamo en model. Okay. Tako da bojo otroške, pa pač za ženske. Zato, ker lih to najbolj rabimo. Moški imajo ful teh bombažnih gat, mi pa ne. Tako da, ja, pač greš v Primark in dobiš tam moške bombažne boksarce v vseh velikostih. Hočeš kupiti neke bombažne, pa da niso une greni penis, pa se jih ni v moji številki sploh. Pač imaš številke XXXL ali pa XXXS in to je to. Res ful, ne vem. Jaz nisem nič tako pametnega najdla, pa so me pol ljudje, pač sem po Instagramu takrat sprašvala, pa so me pošiljali v ne vem, kjer trgovine, nič mi ni bilo zares všeč. Tako da sem rekla, da bom vzela stvar v svoje roke in pol je ona naredila te dizajne in pa smo jih tako 3 ali 4 popravljali, pač ko sem izbrala, kjer so mi cool, zato da so pač res tako, kot hočem, da so. Bojo zaenkrat v 3 barvah, pač res bela, bež pa črna.
Zdaj pa, ja, mama zdaj tudi že veva, ki bo šivala, tako da bojo zaenkrat šivali v Sloveniji, tako da je slovenski dizajn izdelano v Sloveniji. Zdaj se dogovarjam s tem dobaviteljem za čipko. Pač nobene te gatke nimajo elastik, to mi je ful všeč. Ful mi je bilo pomembno, da so bombažne, da so udobne, pa da so še zmeraj lepe. Zdaj bomo videli, kako bomo potem širili to kolekcijo, ampak zaenkrat sem hotela, da so tako bolj te tanga stil ali pa brazilke. Da ti tako res to lepo rit naredijo. Pač meni so brazilke najbolj všeč, zato ker ti tako lepo pridejo, ker se ti ne zarežejo tam sred riti in imaš pol za dvojno rit. Tako da nobene nimajo teh elastik, da bi te kam zarezali, tako nikjer v trebuh te ne reže, ker meni gre na žico, veš, pomoč pa tle glih sred trebuha in pa si tako lahko, pač najbolj suh dan imaš, ker se počutiš res skini, pa sneč, posedaš pa gate gor in pa te prerežejo tle in pa imaš kar trebuh, pa sploh vedel nisi, da ga imaš. Čak, ne, tu zdaj me zanima. Tu so pol drugačne, kakor une nazadnje, ki si mi jih pokazala. Malo so drugačne. Okay. Ampak pač recimo, meni je ful dobro pri teh, ki imajo čipko, zaradi tega, ker ti tako še zmeraj lepo stisne, ampak je pač elastično, pa ful bolj mehko, ja, ne, ker te elastike, ki so se ti pač res tako bolj zarežejo noter. Te imajo pa recimo tam prenih zgleda, kakor da je elastika, ampak je v bistvu sam tak šiv, tako zigzag, glavnem. Wow, si zdaj postala mojstrica tako v spodnjem perilu, tako veš ful stvari, ki si jih nisem mislila. Mislim, jaz sem že prej, pač jaz, ko sem šla k tej dizajnerki, to ni bilo tako, da je ona zdaj kar nekaj naslepo delala, jaz sem šla k njej in jaz sem točno njej povedala, kaj hočem in kaj nočem in kakšna je moja vizija in pa je ona na podlagi tega naredila vse te sample in jih poslala in pa sem jaz to pač nosila, sprobala, tako da ja. In zdaj pa se zatakne, ker moraš blago čakati, pa koliko je enih stvari, pa moraš všivne etikete dobiti, pa kaj bo gor, pa te vrečke, pa kdo bo pakiral, pa kje bo pa meni je to tako mi je stresno. Tu meni zveni, da moraš ti zdaj vložiti 50,000 evrov. Tu. Ja, mislim, ne glih toliko, ampak ja, pa kar vložek je. Da, lahko pričakujemo, da bomo zdaj vsi imeli oblečene te gatke še letos? Ja, letos obvezno. Okay. Nujno. Pač to je zdaj tako v 5. predstavi in samo zakaj pa nikoli ne govoriš nič o tem? Ker recimo jaz, ko začnem neko stvar delati, jaz takoj vsi vejo vse. Ti pa sploh nič ne veš. Jaz recimo snemam s tabo kar pogosto, ampak ti ne poveš tako neki velik stvari. Ne vem, vedno sem bila pri sebi mnenja, da če bom kaj prehitro povedala, se bom zadžinksala. Ker, ne vem, včasih se mi je kdaj tako zgodilo, da sem kakšno stvar rekla, to bo bla 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 in pa se ni zgodilo. In pa sem ugotovila, da moram to zadržati zase, dokler ni že tako, ali da je že zazihar, ali pa da je pač skoraj že tam. Pač že tle, smo že skoraj tam, pa še zmeraj sem tako, je že čas za to povem, ali še ni. Okay. Tako da... Ja, jaz mislim, da moraš ti odpreti zdaj te profile. Drugač, glih včeraj sem Janu rekla, da je njegova domača naloga, da naredi vse te profile, ker včeraj sem dobila, meni se zdi dober plan, tako da včeraj sem cel ta plan študirala, kako se bomo marketinga lotili, tega overall marketinga. Ful bi rada naredila še ta nek pre-sale. Sam fora v tem, dokler mi nimamo vseh modelov v vseh barvah trenutno, zaradi tega, ker čipke dizajnerka ni imela v vseh barvah, tako da ne moramo narediti photoshoota. In v moji glavi je bilo tako, mi bomo dobili pač vse te sample, bomo naredili photoshoot in pa bomo naredili pre-launch, pre-order forice. Sej, veš kaj, pa sem razmišljala, da tudi, če nimamo vseh produktov, bomo pa pač slikali to, kar imamo, pa bo pač vse v beli barvi imamo vse. In lahko še vse nekaj tazga naredimo, pa bo pač pre-sale za une, ki bojo pač zaupali, da bo to dobro, še preden bojo videli čist končni produkt. Rekla sem tudi, da bom zdaj zalaufala profile, zato ker imam idejo, kako bi pač to lahko zalaufali, tako da to se zdaj vse dogaja. To bo zdaj v naslednji, pač do konca meseca mora to biti. Tudi to čipko bo zdaj dobila. V glavnem, imajo kakšno kodo vključeno? Ja, stara 10. To kdaj pa še nismo. Joj, bo sigurno. No, kako se počutiš, ko ti nekdo reče, če boš jim dala kakšno kodo? Ne bom, sam, ker še nimam, veš, moram jo narediti. Probajte med nama 10. Probajte med nama 10, Sara 10. Nimamo še spletno, ne vemo, kako se imenuje, ampak če jo najdete, lahko probate. Ok, zdaj smo imeli tle malo intermeco, super, veselim se, da bom nosila dobre gate. Jaz tudi. No, jaz jih že nosim, koliko mi je to dober. Ja. Jaz sem zdaj to gad doma, prej nisem imela nadzema pa tok. Ful dober. In ful je dober, da če si tako ti obsedena s svojim produktom. Ej, res.
To so pa najboljše gate ever. Jaz, ko vidim kakšne gate, tako kakšne revije ali pa whatever, sem samo tako, Okay. pač child's play. Te, ki imamo mi, so The best. res, Pa ne res so obstajajo tako hude. ful slovenskih gat, ne? Včasih so bile Ne. tam Mura pa te fore, ki so se pol zaprle, ne? Ful je, res, pač dejansko je to ena taka stvar, ki bi si mislil, da je tega ogromno, pa res ni. Ja. Mislim, saj jaz ne vem, da bi bilo. Tako da to bo res tak kvaliteten produkt, ki ga boš dal z veseljem na svojo ritko. Okay. In piško. Noč, gremo na pometovanje, ker tlele imamo, čakajte, zdaj imam. Tle smo imeli še ful enih vprašanj o tem, kako veš, da je pravi, ampak pač po mojem tu nima veze, zdaj več, ker si itak že povedali, ful smo povedali teh stvari danes, ne? Že prej, ko smo z Laro, Ja. smo ful povedali teh stvari o pravih, nepravih danes. Noč, pametovanje. Sara pametuje. Nisem prepričana, ali je moj fant pravi. Jaz, 27 in moj fant 29, sva skupaj 3 leta. Spoznala sva se na Tinderju in ko sva se prvič srečala, se mi sploh ni zdel privlačen. Zaradi tega nisem bila nervozna in sem bila lahko čisto jaz, zato sva se res dobro ujela. Ta zgodba je tako dolga. Če bi tu malo nekako skrajšali. Ja, le kar tlele iz sredine. Mojega fanta kot osebo imam res rada. Je najbolj prijazen, skrben, razumevajoč človek, kar jih poznam. Pokazal mi je, da je v redu, če sem to, kar sem. Pozna me bolj kot kdorkoli drug. Ogromno se smejeva. Res je lepo, ampak ni pa strastno. Tako, najna zveza nikoli ni bila strastna. Vedno je bila pač tako udobna in res dobra in nerodna, ampak nikoli pa ni bilo tako neke iskrice pa strasti. Sčasoma opažam, da vse težje spregledam pomanjkanje razburjanja in fizične privlačnosti, včasih je odvisno celo od tega, kako ima tisti dan urejene lase. Fantaziramo se jih so z drugimi in pač predvsem o tem, da bi me nekdo popolnoma prevzel. V preteklosti sem imela odnose, kjer je bil seks neverjeten in zato je težko vedeti, da to obstaja, samo trenutno ne z mojim partnerjem, hkrati pa vem, da v življenju ne moreš imeti vsega. Cenim, kakšna oseba je moj fant, res. In tukaj je problem. Ljubim ga, vem tudi, da se želi kmalu poročiti, ampak ta ideja v meni ne sproži prav ničesar. Pač pred 6 meseci sem se še hotela poročiti, zdaj pa sem ne vem več, kako se naj počutim glede te zveze in težko je nehati razmišljati o tem, čisto vsak dan tako obsesivno. Prosim za nasvet. Vem, da mi ne morete povedati, kaj ne naredim, ampak nasvet pomaga. Ja, mislim, prvo kot prvo, zdaj problem je, če tle res ni te fizične privlačnosti. Ona je že rekla, da od začetka ni ona njega pogledala, pa je bila tako wow. Pač Ja. tega ne moreš pofejkati. Pač tega ne moreš ti kar naenkrat dobiti. Ampak lahko pa dobiš strast, lahko pa dobiš dober seks, a ne? Ampak to se treba pa tudi malo s partnerjem pogovoriti, pa mu povedati, kakšne imaš ti želje pa pričakovanja, pa kaj lahko ustvariš spremeniš. strast. Pač, mislim, ustvariš strast, mogoče glih ne, Uno ta pravo. ta pravo ne, ampak prava strast ni sustainable. Ti imaš pravo strast na začetku zveze, pa to ti nimaš cel življenje te prave strasti. Vsaj malo, enkrat na mesec verjetno imaš. Pride lahko v teh kakšnih nekih valovih, ampak pač ne moš pa pričakovati, da bo to do konca lifea. Ne? In tukaj zdaj zaradi tega iti narazen, ker si ti želiš ful strasti in je ni, nobene zveze tega ne bo. Ja, ampak da je dolgoročno. nikoli ni. Ne, sej lih to, pač pravim, da je zato zakomplicirano. a ne. Ja. Ker če ti je to toliko manjka zdaj, pa da v tem toliko razmišljaš, probi ugotoviti najprej, če lahko to na kakšen drug način, a ne, rešiš, pa da se pogovoriš, da probaš kakšne roleplaye, recimo, ni to za vsakega, ampak že to, da se recimo greš pretvarjati, da si v nekem lokalu, pa on pride do tebe, pa te tam osvaja, pa imaš pol to, že se zdaj dela, že si nekdo drug in on je nekdo drug. Lahko s tem nekako to probaš poustvarjati. Delujejo te stvari. Ja. Sam moraš pač biti pripravljen na tem delati. Če so ti res druge stvari, a ne, če res to edina stvar, se meni zdi, da se da to rešiti, pa nekako skompenzirati, tako da ti je čisto super. Če so pa še kakšne druge stvari, ki te motijo, pol pa Pač jaz si tudi tako predstavljam njeno zvezo, da je res, sem bila jaz v takih razmerih, kjer je res vse ok, sem pač neki ni ok. Veš, kaj ne moreš vedeti, ker ne moreš sploh pinpointati, kaj ni ok, ampak sem ni tako nezga žmohta nikoli. Ampak pol si ti enkrat
ne vem, ti si mi govorila, ali kdo, da imamo te neke faze in da ne more biti strastno pol več, ko bi umrl človek. In pač jaz tle prav vidim, kako je ratalo dolgčas, kako ti pol enkrat rata dolgčas, ko ona prav, da se prav smejita in vse je super in tako, da njej je samo tako malo, nič se ne dogaja, ne? Ja, to je pa pol lahko nek vzorc, ki ga je imela iz preteklih zvez, ki je bilo skozi razburljivo, ampak tako v negativnem smislu, ker si imel te ups and downs in ki so bili pač, ko je bilo slabo, je bilo res slabo, ampak ko je bilo pa dobro, je bilo pa res dobro. In potem to pride iz nekih teh insecure attachmentov, to ponovadi iz družine izhaja. In ko si potem ti tako pač podzavestno nekako iščeš zveze, v katerih imaš skozi nek Razburljivo, ne? Ja, ampak zaradi tega, ker je slabo, ker se kregaš, zaradi tega, ker imaš pol te izbruhe in pol, ker je vse dobro, se ti zdi, da je nekaj narobe, ker si skozi navajen tega. In doma si imel so bili neki izbruhi pa kregi in ti je to v tvojem nervous sistemu normalno in to pogrešaš in krevaš in ti manjka. Tu govoriš zato, ker se ti je to zgodilo ali zato, ker veš? Zato, ker vem. Okay. Pač, kar recimo jaz, pa po mojem gre za tega, ker izhajam iz take, res recimo moji starši se nikoli niso kregali. Jaz nisem nikoli v življenju slišala, da bi se ona dva med sabo karkoli, če sta imela Zato misliš, da se ti ne kregaš pa? Mogoče. Pač jaz to nikoli, a veš, ob tem nisem odraščala in meni je to, da sem z nekom tako mirna, to je tisti moj default. To jaz rabam, to jaz krevam, to si jaz želim. Jaz, da bi imela tako neko to razburjenje, da bi se pač ful kregal, pač jaz bi stran od tega hotela iti. Ampak pač vem pa, ker sem pač poslušala druge in brala o tem, da nekateri pa jih to pogrešajo, to si želijo in jim je pač čudno, ko pridejo v zvezo, ko pridejo v zdravo zvezo in so s partnerjem, točno to, se imajo fajn, se zabavajo, ampak pač ni pa unga excitementa, ni pa une iskrce. Ta iskrca je stres, ki si ga imel ti z drugim partnerjem ali pa s prejšnjimi zvezami ali pa pač od doma to prineseš, kakorkoli, ne. In jaz pa vem, da jaz pa to iščem. Jaz pa recimo tudi se je ful zabavno, ko si zaljubljen, pa nekoga spoznavaš, pa je vse exciting, pa se te dotakne, pa ti je kar tako, wow, kaj se dogaja. Ampak v resnici sem si pa jaz tako že od nekdaj, še pač prav spomnim se v srednji šoli, ko smo se pogovarjali o tem, sem jaz rekla, pač jaz bi najraje preskočila to, da nekoga spoznavaš. Jaz bi bila najraje z nekom že, da se poznava, da nama je udobno drug z drugim, da je to. Zato mi je bilo ful dobro z Janom, ker z njemu sem se že takoj počutila, da se že poznava in mi je bilo udobno z njemu. In meni je zdaj pač, meni je the best, ker, a veš, ne rabiš, ker je vse tako mirno, mislim, pač mirno, sej imaš, a veš, ni skozi mirno, ampak to je meni dobro. Ja, jaz si ne predstavljam, da bi ti bila z nekom, ki bi se skozi pol kregala. Ne bi bila z njemu. Jaz ne predstavljam, da se ti niti znajdeš v taki stvari. Recimo, jaz se bi znašla s kreganjem, ful. Jaz se sam jokam pol, lahko. Sej jaz se pa jokam in kregam. Ful na glas. Pač ne, to ni nič pohvalenega. Jaz sem pravim, da se pač znajdem v kaosu takem. Ja, okay. Mislim, ko meni pa tle me zmede edin to, ker na začetku reče, ne, da pač, ko ga je spoznala, da je ni bil privlačen. Ker to je pola ne... Noben ni bil privlačen, ko sem ga spoznala tako od teh, ko sem bila z njim v zvezi. Ja, sej to je pa drugače tudi... se mi zdi, da je velika za ženske malo drugače, ker mi se ful bolj napalimo na karakter. Ja. A ne? Ja, in res ti je lahko nekdo najprej čist neprivlačen, ko ga ne poznaš. Meni se je stokrat že to zgodilo. V glavnem nimamo nasveta. Imamo kak nasvet? Ne. Da ne vemo. Ja. Včasih je fajn ustrajati malo v tem dolgčasu, ki ti postane, da vidiš, če ti enkrat začne pasati, ali je pač res nekaj narobe. To bi jaz rekla. Se strinjam. Podcast podpira Skin. Si za varnost in udobje, ampak sovražaš kondome. Pol imaš dve izbiri. Riskiraš brez ali pa uporabljaš Skin. In midve zihar izbereva Skin. Niso narejeni iz lateksa, ampak iz poliizoprena. To je material, ki je tanjši, bolj udoben, pa nima onega smrdečega vonja po lateksu. Top je za vse tiste, ki imate alergijo na lateks, ali pa samo za tiste, ki bi radi seksali bolj udobno. Pač zaradi tega, ker so tanjši, se tudi toplota lažje prevaja čez in je bolj realističen občutek. Tako da, ko greš enkrat na Skin, ne greš nikoli več nazaj na navadne kondome. Dobiš jih po vseh večjih trgovinah v Sloveniji ali pa na pitva.si. Ok, zdaj smo pa pri intimnem kotičku. To je naša rubrika, kjer predstavljamo igračke in zdaj boš ti predstavila igračko, ki te je v zadnjem letu najbolj presenetila. To je intimni, ne bom unete druge pokazala danes. Kjere? A je tiste pa bolj zaredno epizodo? Ti pokaži to, kar bi rada pokazala. In kar mislim, da tega polža pokaži. A bom tega polža? Ne vem. Se drugače ta hotla si ga. V resnici Ja. V resnici je
Me je mogoče res najbolj presenetilo. Ja, sej. Pač imela sem drugače tole, bom še pokazala, da ne boste se sprašvali. Tale me je v resnici najbolj presenetila letos. Prav tako, ker si mi napisala, da ne prinesem igračko, ki me je najbolj presenetila, sploh nisem rabila razmišljati, ker sem bila takoj, to je to. Okay. No, ampak zdaj pa še spolža predstav. To zdaj poznamo že. A veš, kaj si rekla, da mi na zadnje prišlo? Ja. Čer s tem. Okay. Ja. Ampak tudi z Janom. Ja. Ja. Jaz si ne moš tega samo uporabljati. Ja, no, verjetno že kako. To je v bistvu igračka prav za pare narejena in ta del, daj glejte to, ker to pa res težko razložim, kako izgleda. Ta del gre v glavnem na moda, to so moda, to je pa penis, za moda gre, tako, šok, in to gre na penis, ne? Pa mi da so že imela neke te igračke, ki grejo za moda ali pa na penis in to, in vedno je bilo Janu, sploh če so bile tako kompleksne, kot ta, pač ga je preveč stiskal, preveč je bilo, ni mu bilo udobno. In me je pol tudi pri tej malo skrbel, a bo to on sploh lahko gor spravil, da mu bo cool. Pa ker sem ven vzela, mi je bilo ful raztegljivo, sem tako, ok, tam ima potencial. Ker ste so vedno ful raztegljivi, ampak ta je pa, ne, pač res, ne vem, je to glih za njega bilo dobro narejen ali nasplošno, ampak lih prav je mehko pa čvrsto, da ne tišči, pa da še vse ostane na mestu, a ne. In pol ima to reč, ki gre na penis, po mojem je to zaradi tega, da je pač to vse skupaj stabilno, pa, a ne, in to je pa še zmer noter tudi, ta del. In njega tudi stimulira pač po penisu, ta bunkica je pa pač ta snail wild fora, a ne, ki se pač premika in te stimulira tudi, kadar pač gre ven pa noter. In ne morem verjeti, dejansko je pač naredil točno to, kar obljublja. Zgleda ful flimsy. Dejansko dober. Ja, to od mene tudi skrbel, ampak ni. Sicer, letko, čisto realno, jaz, če vse rabam tako res imeti konstantno, da mi pride in pač jaz, ko sem hotela, da mi pride, sem si ga malo prijela in sem si ga pač držala na mestu, kakor bi pač recimo kjerkoli drug vibrator, ampak je bilo ful dobro tako tudi med seksom, ker si pač ga čutil in res vibracije so kulske, Janu je bilo udobno, sem ga vprašala, je rekel, da lahko pač povem, da mu je pač v bistvu the best. Čak, pa sem že rekla, da mislim, da sem mu dala 9 od 10, ampak zdaj se sploh ne spomnim, zakaj sem že rekla. Aha, ta del tukaj, mi je mogoče, je mogel malo paziti, kaj ga je ven pa noter dajal, ker je hotel kar kdaj tako mičkam prščipati, če se je malo dvignil, ampak sam pač ta del ni bilo blazno moteče, tako mogoče sem dvakrat, da sem bila tako, da mi je bilo malo, ampak nič tako kriznega. Glavno, ful me je presenetil, ful mi je dober. Dejansko neka igračka, ki bo to uporabljala. Dejansko igračka, ki bo uporabljala. Ker te zapare so mi bile vedno cool, tako malo za popestrit, ampak nisem bile pa tako, da bi pa zdaj mi prišlo s tem. Pa v high effort so oni gumbi se pritiskajo skozi, veš, prvo noseti sajre. Pozabila sem tam še dalinc, pa ga sploh nisem uporabila. Pozabila sem, da ga ima. Veš, kaj mi je všeč, da zgleda kot tak nek prostetski dodatek, ki si ga daš za tega, da je tvoj seks tako malo boljši. Ni tako, veš, da bi mogel nekaj dodatnega delati, kot pri velikih igračkah rabiš, ne držati ali pa kaj, ne vem. Pa tudi Janu je bilo dobro, ker ga je tako malo stisnil, pač, pa po mojem prvič zdaj, da je imel neki, da ga je okrog mod, da ga ni motal. Okay. Tako da jaz sem bila ful prijetno presenečena, ker sem mi, pač tako iskreno sem jo kar mal ni dal sprovat, ker sem bila tako, to je zdaj spet ful dela, da vse to gor. Exactly, ja. Pa smo se oba strinjala, da bo tale pa še kar uporabi bila. Tako da ful mi je všeč. Lucija 10. Vem, nama 10 je koda, ki lahko uporabite na pitch popu. Ful je huda. A si jo dala zdaj že gor? Ful dober drugač. Ne, danes jo bom dala. Hotela sem jo včeraj, pa mi je zmanjkalo časa. Včeraj sem do 2 po noč delala, ker sem pač mogla delati, ne, objaviti te storije. Ko boš ti marketing delala čez pol leta. Žela. Ne, sej, sem razmišljala veliko o tem, kako bo to stresno, ker še sebe komi polgam. Kill yourself. Ok, moja igračka. A ja, dobro mi je tudi, da je tu spet ena izmed teh igračk, ki ne bi drugač nikoli jaz kupila si in bi mislila, da je bedna. Moja, ki me je pa presenetila, je pa le, jaz ne vem, če si to ti naročila na intimnem kotičku ali ne, Nataša, je tako meni poslala stvari, je tebi tudi poslala. Ja. No, in noter je bilo tudi, ker se jaz ne spomnim, da sem to naročila, ampak. Ja, to po mojem sem jaz. Ja, no, ampak tu je edina igračka na sesanje, ki je meni v življenju všeč. Daj nehi! Posluš. Daj nehi! Pač jaz mislim, da ta igrača, veš, tu je narejena tako, da pač kao tle tapka, ne? Pol ima pa samo ta dodaten,
ki ga daš lahko kao gor, da je pol še zračni puls. Kar pomeni, da ta igračka ni narejena za to, da je na zračni puls ful intenzivna. Štekaš, ker je narejena za tapkanje. Ja. Okay? In ko tu tapka, nima prav une membrane, kot drugi, da bi bila tako ful noter, veš, pa da bi bil vse intenziven zrak. Tu tle tapka in jaz sem tako mal. In s tapkanjem je tako polno, ker imam jaz ful rada tapkanje, ne? In pol s tem je pa tako, edino, da me ni overstimulirala. Tu bi sicer ti, recimo, če bi uporabljala, rekla, da tep tu pa bedna, tale na zrak, ki imaš recimo rada sono ali pa kaj, ne? Lejte, ta je pa mene najbolj presenetila. Tu sem jaz probala zraven unega balona napihljivga. To si pa imela iz Ja. cajt. Ja, no, mislim, ja. Wow. Ej, in sej bomo ti tudi naročili še drugo, ampak Saj v jaz redu. sem to dobila in sta se mi je zdela tako, da Tebi bi... je bila namenjena. Jaz mislim, da sem ja. zelo vesela, da si jo dobila. Ker veš, kolikrat smo rekli, da tako nobena mi ne bi bilo všeč in da ne bom nobene več probala take. Glej, jaz sem to Evo. zate naročila. Hvala. Koliko si Ja, ti le. meni unga mini, tizga, si izkoristi, vijolčan. Ja. Tizga si ti meni naročila, Ja. jaz sem pa tega tepe, evo. Ja, ful so lepe barve. Niso, tu mi je tako všeč. Ja, jaz sem gledala to, ko mi je bilo tako zanimivo, ta, ko mi kajem ptič, ja, ni. Jaz vsakič, pa tu sploh ne po nesreči, jaz sem pač dobila to škatlo in sem bila tako, in sem šla not in sem vzela ven, kar mi je bilo zanimivo. In nič, jaz dam tej igrački 9 od 10. Ne vem, zakaj ne 10, ampak tako, ni drugač glih neka taka, ki bi jo uporabljala, zato mogoče ne 10. Ne veš, kaj mislim? Ampak Taka malo mala je, čudno malo, ne? Da, da Tako. primem. Ma meni so kul te male. Pa ne, kva, perfektna je. Prav tako v roko gre. Si ti predstavljam, da bi bila ta tep v redu, ja. Hudo. Ful je fajna, ful tako taka kompaktna je. Ja, bomo ti še eno dali. Sej imam po moje, si ananas si pa dobila. Ali ga sem tudi jaz Ne. dobila. Kva? Mogoče sem ga, jaz imam ful neki stvari noter, ker niso... Važno, da si ti torto neko dobila, ne? In tu je Nataša rekla, da ti je neko tortico poslala. Je Ja, to sem resnica? dobila, ja, neke španske sladice. Ups. Ja, Dej no! ne, Jaz pa sem te igračke izbirala, dej to. ananas ne bo mi jaz probala, niti Dobro. slučajno, ker Ker sem se si... mi je zdelo, da je drugače manj stvari, kot sem jih naročila, sem pol mislila, da niste vsega naročili. Ja, ne In vem. nisem dobila sploh Samo malo je zmeda. Ampak boš dobila, vse tu boš dobila. V glavnem, pič pa pikasi, med nama 10, cool. Ampak mislim, da danes Lucija zmaga s tem polžem. Mislim, da sem tega, če važno, da sem polža dobila. ne. Ja, ja. Ja, no, zdaj imamo pa še Never Have I Ever, tu je igra, ki se jo igramo skupaj z našimi gledalci. Če si nekaj že naredil, daš prst dol, unka da največ prstov dol, gre v zapor zaporedne in tam ostane en teden. Si že kdaj igrala to igro, poznaš to igro? Bom videla. Mislim, da sem se že igrala sam. Ok, no, dajmo kar začeti. Ok, čez bomo šli kar hitro, tle piše nekaj. In šokirani boste nad rezultati, piše. Okay. Še nikoli nisem fanta spoznala na erotičnem sejmu. Še nikoli se nisem po pol leta zaročila. Še nikoli ni bilo mojemu fantu ime Jan. Še nikoli nisem imela podcasta s Saro Povše. Še nikoli se nisem pritoževala, da imam sneg v očeh. Še nikoli. Ne, veš kaj, ni bilo to pritožba. Sej ni bilo res, to je bilo tako Drugač, ta fucking prst glupo. nazaj gor, ni bila pritožba. Bilo je dejstvo. Bilo je dejstvo, da mi sneh meče v oči in bila sem srečna v tistem momentu. Ja. In ni bila, jaz znam nazaj prst gor. Tu si videl ta članek, noro. Meni bi to najbolj... Aha, evo. Povej, kar mogoče ne bojo jih vsi seznanjeni. Lucija je bila na 24 ur v članku, ki je naslov Slovenska influencerka se pritožuje, da ima sneg v očeh. Ne, sej, ne. Ni bilo to, nisem tako pomembna. Ne. Ampak, Okej. kao znani Slovenci, kako so reagirali na sneh. In potem so dali zraven mene, Da se pritožuješ, je da pisalo, se ne? pritožujem, ker tako bilo je na par, ki so bili veseli. In pol sem bila jaz, ona pa govori o tem, da ni vse tako dobro in da ji meče sneh v oči. Jaz sem šla pa na sprehod in sem bila pa tako, sneg je, gled, zunaj sneg je. In kako se počutiš glede In- takih novic, ki Ja, jih bo če smešno dalje mi je še bilo. več, tako nekih, ki sploh niso resnične. Mislim, ta je bila tako, veš, ta je bila res taka, ki mi je čisto vse en. Pač, Ja. aj resnično ali ni.
Sem malo je glupo, da kao si se pritoževala, če se nisi, ne? Malo je, meni je malo ampak glupo. pač, če bojo vse take, neškodljive, mi je čisto vse. Še nikoli nisem imela rojstnega dneva decembra. Seveda, da sem. Ja, Še vse sem imela zgubila si. Še vse sem imela do zdaj Zgubila decembra. si vse najboljše. Zdaj te bom jaz zvezala, ti pa povej ljudem, kje te lahko najdejo in pa še jaz vam moram povedati, da od zdaj naprej je na Areni TV naša oddaja ob petkih ob 23:45. Ok, zdaj te bom pa zvezala, ti pa kar povej. A boš dala v opisu spodaj od moje nove firme tudi linke, ki zdaj še ne obstajajo. Ja, ampak kodo, do takrat, ko te to gledali, kodo za popust, Tudi vse kodo bomo za dali. popust. Vse bomo dali. A si vesela zdaj, ko lahko ti to rečeš? meni? Ja, drugače. Sem vesela, da mi lahko vrneš. V bistvu sem tako malo vesela, ne, nisem vesela, da bo. To pa to, ko mi hočeš obe naenkrat. Leo. Wow. Nisem vesela zaradi tega, ampak sem pa malo vesela, da boš še ti tako straglala zdaj malo. Pač ne, veš, ne vesela za tebe, da boš ti straglala, ampak da vidim, kako ti je bilo. Pač ne, da bom lahko se z nekom pogovarjala o tem, kako je težko kdaj. Saj se že zdaj bi lahko, ampak veš, kaj mislim. Ja. Ko boš mogla vsak dan na story objavljati, recimo, in boš znorela. In pa bomo se razumeli. Ko bomo obedli. Sem jaz že zdaj vsak dan na story objavljam. Jaz Tako da zdaj bom mogla na 2 storija. Jaz objavljam na 4 profile. Ja, vidim. Pač tako noro je. Ne morem več, jaz sploh ne vem, koliko časa bo to lahko trajalo. Lej, 66 minut, vse najboljše, zapajmo še pesem za rojstni dan. Torto bomo tudi imeli, nismo pozabili na Lucino torto, ampak te torte vi ne boste videli, mogoče na Instagramu, boš posnela na Instagramu. Bom. Ok, evo, to je to. Hihi. In vse najboljše za te. Hvala, se vidimo. Adijo.